Zadnji septembrski dan so v novih prostorih Centra za razvoj, demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije v Kisovcu predstavili napredek pri vzpostavitvi tega centra. Dogodka so se med drugim udeležili župani vseh 3 zasavskih občin, pa ministra za kohezijo in visoko šolstvo. Oba sta poudarila, da je naložba v ta projekt upravičena in da utegne biti dober pokazatelj decentralizacije v Sloveniji. Direktorja Kemijskega inštituta pa je kazalo tudi to pot vprašati, zakaj tak center prav v Zasavju. V Zasavje smo se odločili, da pridemo iz večjih razlogov. Pomemben razlog je bil tudi ta, da je lokalna skupnost zelo močno podprla projekt, ki smo ga predlagali, projekt izgradnje centra za brezogljične tehnologije, ki temelji na naših odličnih raziskavah, ki potekajo v Ljubljani. Center, ki ga vzpostavljamo v Kisovcu, bo eden redkih v Evropi. Takšna kombinacija tehnologij, brezogljičnih tehnologij, ki bodo zelo pomembne pri zelenem prehodu, takšnih tovrstnih centrov je v evropskem prostoru manj kot 10, zagotovo pa nobenega ni v regiji. Regijo mislim Slovenijo, območje od južno od Dunaja in v bistvu vzhodno od Torina. V tem delu takšnih centrov ni, zato je ta center, kjer bo vzpostavljena vrhunska tehnologija za razvoj teh tehnologij, zelo primeren za sodelovanje z industrijo, ne samo slovensko, ampak računamo tudi na tuje partnerje, s katerimi se tudi že dogovarjamo o nadaljnjem sodelovanju. Kot pri vsaki naložbi so tudi v tem centru pomembne vsebine. Te sta ob tej priložnosti predstavila vodja centra DUTB in laboratorija za baterijske tehnologije in vodja laboratorija za demonstracijo vodikovih in ogljikovodikovih tehnologij. Center sta obiskovalcem tudi razkazala.